Vsi lepo pozdravljeni, kot vidite je izjemno zanimanje za današnji strokovni posvet. Samo 3 kratke stvari, preden začnete z resnim delom. Verjetno vsi veste, da je letošnje leto obletnic tega čudovitega kina. Zdi se mi vredno poudariti, da 15 let javnega zavoda Kinodvor in delovanja mestnega kina pomeni v bistvu tudi 15 let programa za mlada občinstva. Program, ki prinaša sabo tudi šolski program in je zaslužen za to, da potekajo ta strokovna srečanja. Kot veste, potekajo 2-krat letno, vsako leto, s pomočjo Mestne občine Ljubljana in oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki se jim tukaj res zahvaljujem za to. In seveda letošnji strokovni posvet poteka znotraj projekta, kot vidite, Film in duševno zdravje, ki ga pa pripravljamo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Tako da hvala in uspešno delo danes vam želim. Hvala. Hvala Metki, direktorici Kinodvora. Zdaj pa vabim k besedi še Mateja Vinka, vodjo Centra za duševno zdravje pri Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja. Najlepša hvala. Lepo pozdravljen tudi v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Letos je leto obletnic, 100-letnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, sicer je pa tudi letos slovensko leto duševnega zdravja. 20 let Nacionalni inštitut izvaja raziskavo z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju in v teh 20 letih se je marsikaj spremenilo na področju duševnega zdravja. Prišle so raziskave, ki govorijo o tem, da se velika večina duševnih motenj začne razvijati ali pa razvija v otroštvu in mladostništvu. O duševnem zdravju smo se začeli pogovarjati na drugačen način, ne zgolj o duševnih motnjah, ampak o nekih stiskah, težavah, ki so prisotne pri vseh od nas praktično vsakodnevno. V končni fazi tudi slovenski podatki kažejo, da duševno zdravje ali pa specifično duševne težave, duševne stiske se pojavljajo pogosteje. Če smo pred 20 leti izmerili, da vsak 3. 13-letnik doživlja več kot 2 psihosomatska simptoma na teden, smo lani izmerili, da oziroma vsak 4. pred 20 leti, lani vsak 3. Seveda se vsi zavedamo tega, tudi polna dvorana danes tukaj priča o tem, da namenjamo duševnemu zdravju prav vsi, ki smo vpleteni v zagotavljanje, varovanje, krepitev zdravja in blagostanja otrok in mladostnikov veliko pozornosti. Tale delavnica je del projekta Film in duševno zdravje. Nacionalni inštitut se že več let usmerja v zdravje otrok in mladostnikov. 30 let letos praznuje tudi mreža zdravih šol. Več kot 20 let deluje program To sem jaz. No, letos smo pa tudi na presek kulture stopili s področjem duševnega zdravja, ravno z projektom Film in duševno zdravje, in upam, da bo današnja delavnica uspešna, da boste veliko od nje odnesli, in vam želim prijetne 2 in še nekaj ure. Hvala. Hvala. Hvala tudi vam. Zdaj pa samo nekaj praktičnih podatkov, nekaj tudi podatkov o programu, zato da bo potem, ko si ga pogledate, pogovor lahko stekel čisto vsebinskih stvareh. Ogledali si bomo program kratkih filmov V moji koži prikrito življenje razreda. Filmi so prvenstveno namenjeni za tretje triletje osnovne šole in načrtovani so ogledi v Kinodvoru in drugih kinematografih v Art Kino mreži po vsej Sloveniji. Odločili smo se zavestno za kino, prav zato, da se umaknete iz razredov, da se umaknete iz učilnic, ker potem in ogled filma in pogovori že živijo na nek drug način, kot če se tega lotimo v razredu. Hkrati pa smo želeli omogočiti tudi široko dostopnost, zato smo enega od filmov, to je film Za vogalom, ki je sicer v celotnem sklopu teh 5 filmov, omogočili tudi ogled preko spleta. Povezavo boste našli na spletni strani, bom pa vse relevantne povezave bomo poslali skupaj s posnetkom potem po tem našem današnjem srečanju v nekaj dneh. Pripravili smo pedagoško gradivo, tisti, ki nas poznate, jih že poznate, objavljeno je ob filmu na spletni strani,
Ta vam je v pomoč, kadar se pripravljate na ogled, zato da spoznate filme, ker se jih večinoma ne morete ogledati, vi si jih boste ogledali vnaprej, ampak vaši kolegi pa morda ne, si lahko pomagajo pri pripravi s tem pedagoškim gradivom, zato da potem tudi sami lahko vodite pogovore, tudi recimo po pogovoru v kinu lahko teme nadaljujete naprej še v razredu. To pedagoško gradivo zajema tudi prvi film, ta, ki se lahko ogleda prek spleta. Potem smo pripravili priporočilni seznam filmov na temo duševnega zdravja, zato ker ste tu od vrtca do srednje šole, ta program, ki si ga bomo pa ogledali, pa vendarle zajema nek nagovarja ožji izbor otrok. V tem seznamu priporočenih filmov pa so filmi tako za tiste najmlajše, kjer se začnemo pogovarjati o čustvih, o doživljanju sveta, do različnih tem, ki nagovarjajo srednješolce. Ker je to izbor, je seveda zelo oseben, zelo omejen, to je tisto, ko bi nas poklicali in vprašali za prvi nasvet, bi dobili ta seznam. Če imate kakšne specifične potrebe, želje, smo vam vedno tu na voljo. V ozadju je širši, obsežnejši katalog priporočenih filmov in s kolegico Anjo sva vam na voljo, da vam svetujeva tega, kar pač potrebujete. Toliko o projektu, zdaj pa k ogledu. Program V moji koži, prikrito življenje razreda, je program kratkih, avtorskih, kakovostnih filmov. To so filmi, ki smo jih opažali na različnih festivalih po Evropi. Si želeli, da bi jih lahko pripeljali v ta prostor, prejemali so mnogi od njih številne nagrade, lepe odzive, ampak zato imamo zelo redko možnost, da take filme potem pripeljemo tudi k nam. Letos se nam je ta možnost ponudila, zato smo veseli, da jih bomo lahko pokazali našim mladim, našim otrokom. In bodite pozorni na teme, ki jih ti filmi obravnavajo, kje je tisto, kjer se vas dotakne, kje so teme, ki jih srečujete v vsakdanjem delu, in potem se bomo tega dotaknili pogovoru skupaj z Robijem Krofličem in Mašo Gril, našo današnjo gostjo in vodjem naših srečanj. In še za na konec, ne zbežite niti, ko se konča pogovor, ampak počakajte, kajti tako kot se za rojstni dan spodobi, mora biti za rojstni dan tudi torta in tudi nas bo počakala ne torta, ker bi bilo to prekomplicirano, ampak neko sladko presenečenje. Hvala za pozornost in prepuščam vas filmu, naj vas prevzamejo. Lep pozdrav. Mislim, da je tokrat eden od rekordnih obiskov. Nazadnje, ko je bil obisk še večji, se je dogajala pravzaprav pandemija korone, takrat smo delali nadaljavo in mislim, da je bil na tistem srečanju, ne samo pri ogledu filma, ampak tudi na pogovoru 190 prijavljenih. Tako da zgleda, da nas malo bolj katastrofične teme bolj pritegnajo, kar je pravzaprav ena od zanimivost dela z recimo mediji, kot je film, ker nam omogočajo, da se pogovarjamo o temah, o katerih pravzaprav je težko govoriti, da se nam odprejo pač neke perspektive, ki jih z drugimi, z neposrednimi pogovori zelo težko naslavljamo. Danes se bomo pogovarjali pač o duševnih stiskah. Videli ste, da je nabor filmov zelo pester, kažejo zelo različne pač položaje otrok, mladostnikov. Filmi so tudi pravzaprav narejeni tako, da so namenjeni različnim starostnim skupinam. Posebej bi omenil, da seveda film Titan nikakor ni namenjen recimo za delo z otroki in mlajšimi mladostniki, ampak recimo druga polovica osnovne šole, srednja šola. Po drugi strani ste videli film Kožuh, ki odpira zelo bolečo tematiko, pa je dostopna pravzaprav tudi, lahko rečemo, predšolskim otrokom. Zdaj, zakaj smo se zbrali za
to temo, seveda delno zato, ker smo dobili povabilo kolegice iz NIJZ, Jerneje, da bi o tem govorili. Zagotovo pa je v ozadju pač tudi dejstvo, da današnji podatki kažejo, da so duševne stiske otrok, mladostnikov izjemno pogoste. Jaz sem malo osvežil spomin iz raziskav, ki so bile narejene ali na NIJZ-ju, pa tudi nekaterih drugih, in vse te kažejo pravzaprav, da že v predkoronskem času so se, tako kot je kolega na začetku povedal, se je število duševnih stisk enormno povečevalo, po tistem daljšem zapiranju šol pa so številke dobesedno eksplodirale. Eksplodirale na način, ko smo se znašli, imam asociacijo recimo na okolja, v katerih je najina dobra kolegica Anica Mikuš-Kos pogosto delala, to so recimo povojna območja, kjer je seveda dostopnost do nekih specialistične pomoči močno otežena. Tudi danes smo v situaciji, ko pravzaprav zaradi povečanega števila duševnih stisk so čakalne dobe recimo na specialistično pomoč izjemno dolge, in tisto, kar iščemo, so nekaj, čemur Anica pogosto reče, naravni viri pomoči. Zagotovo je to družina, ki je tukaj tudi v filmu nekajkrat prikazana, premalo pa se zavedamo, da je tudi šola takšen naravni prostor pomoči. Tako da danes se ne bi pretežno ukvarjali z vprašanji, kaj pomeni, kaj jaz vem, depresija, kaj pomeni pač spletno nasilje, kaj pomeni fizično nasilje, ampak se bi želel pogovarjati predvsem o tem, kakšne pravzaprav situacije zaznavamo, ki sprožajo duševne stiske in kako se na nje odzivamo. V tistih okoljih, kjer pač delujemo in kjer lahko pravzaprav še pred specialistično obravnavo naredimo marsikaj pozitivnega. Tudi zaradi tega je moja gostja kolegica Maša, ki dela kot šolska svetovalna delavka, ki se navdušuje nad delom, recimo nad odpiranjem tem z umetniškimi vsebinami, s filmskimi vsebinami in ki dela tudi kot prostovoljka. Namenoma pravzaprav smo izbrali tak format pogovora, seveda bi si pa želel predvsem veliko vašega sodelovanja. Tako da bi vam kar v bistvu predal besedo. Videli smo zelo različne situacije, v katerih se otroci, mlajši, mladostniki znajdejo, pa me zanima, kakšne so vaše izkušnje v vaših recimo šolskih okoljih, tudi družinskih okoljih, kaj je tisto pravzaprav, kar zaznavate, mogoče podobne situacije, kot so bile tukaj prikazane, kako to doživljate in predvsem, kako se pravzaprav odzivamo na take situacije. Kdo bo prebil let? Tudi gor imamo mikrofon. A mogoče kar jaz? No. Se je, tam je. Ja, pozdravljeni, jaz prihajam iz gimnazije pa veterinarske šole v Ljubljani, Bic Ljubljana. Tako da vse to, kar smo videli, pa še več. Veliko porasta samopoškodovanja, imeli smo tudi primere samomorov. Iz osnovne šole pridejo z veliko medvrstniškega nasilja, prestrašeni, kako sploh bo zdaj v srednji šoli. Tako da zelo aktualna tema. Tako, za začetek, to sem hotela mogoče podeliti. Hvala. Še kakšen odziv? Pozdravljeni. Ja. Jaz prihajam iz dijaškega doma Ivana Cankarja.
In bi se navezala na ta zadnji filmček. In moram reči, da smo v zadnjem času kar mogoče malo pretreseni, koliko dijaki izgubljajo to moralno noto na račun tega, da izpadajo kul na socialnih omrežjih. Ravno letos smo recimo imeli en pretep, krajši, in to je bilo takoj, dej snimi, hitro snimi. In potem je bilo to v 15 minutah povsod. In v bistvu s kakšno stisko se potem so se soočali udeleženci, pa se še zdaj, no. Koliko to potem šele pride za njimi, ne. Ta moment, ko se zadeva pojavi na socialnih omrežjih, je za njih zelo hud moment. In kako lahko sploh nek najstnik je to sposoben narediti, se pravi deliti eno stisko svoje prijateljce dobesedno z neko zelo široko populacijo. To je zelo šokantno, no. Ja, tukaj vidim. Ja, sem Karmen, prihajam iz osnovne šole Valentina Vodnika, svetovalna služba. Ja, v pogledu teh filmčkov so se mi seveda pred očmi slikali tudi učenci naše šole z različnimi problematikami na to temo, od tega, da so sami žrtve nasilja, do tega, da so povzročitelji. Tudi pri nas so bili že poskusi samomorov, imamo rezanje, samopoškodovanje, tudi ta je bila druga zgodba tiste deklice, ki je iskala pomoč na YouTubeu, tudi nekateri, ki so bili žrtve nasilja spletnega, no tudi pri nas se ravno zdaj ukvarjam z eno deklico. Ja, tako da veliko je tega, ko se jaz sama sprašujem, kako pomagati, ne, torej in tistim, ki so žrtve nasilja, in tisti, ki so povzročitelji, ki imajo tudi za sabo neke zgodbe, ali so z kakšnih disfunkcionalnih družin, mama samohranilka, ki se komi prebija, recimo otrok prepuščen sam sebi in potem tudi v šoli na različne načine poskuša pridobiti to veljavo, seveda skozi nasilje, izsiljevanje in zgradijo kar tako, kar dobre strategije in težko včasih prideš do njih, ne, ker se skrivajo z različnimi vedenji, no, tako da, ja, smo včasih kar malo, bom rekla, ja, nemočni, mislim, saj imamo moč, ne, saj lahko imamo različna orodja, no, ampak včasih res se zavemo posledic, jaz ne vem, je to pokoronska situacija, a je zdaj to kven to prišlo, ker se več o tem govori, no, tako da to moja izkušnja. Sem ravno tu, Nataša, iz iste šole, se mi je, mislim, en problem, ki je tukaj, želiš pomagati, ampak je teh problemov vedno več in manj časa, ker so tudi drugi problemi, ne, v šoli, veliko nadomeščanja in tega, tako da je kar težko na količino otrok se posvečati tako individualno, ko moraš pristopiti z enim pač pravim pristopom, čas moraš dati, ne gre to tako na hitro, da boš by the way pomagal, ne. In druga stvar, ki mi je lani dala misliti, ko v 8. razredu odkriješ nekoga, ki doživlja bullying že 4 leta, se tudi zamisliš kot učitelj, kaj opaziš in kaj ne, ne. Ja, to je dobra istočnica. Zdaj, filmi nam ponujajo pravzaprav kupico takih drobnih gest, namigov, da se nekaj nenavadnega dogaja, ne. Zdaj, mogoče, če se navežem na vašo predhodnico, ne, ko ste rekla, ja, prihajajo iz različnih socialnih ozadij, nimajo doma podpore, iščejo podporo v vrstniških skupinah, takšnih in drugačnih. Jaz mislim, da je iskanje podpore v vrstniških skupinah pri mlajših adolescentih pravzaprav univerzalna zadeva, ne.
starši, odrasli, takrat nismo več v prvem planu. Ne glede na to, tudi če ima posameznik neko podporo doma, jo bo najprej iskal pri vrstnikih v tem obdobju. Ampak tisto, recimo, kar je problem, je, da pravzaprav odrasli teh kritičnih situacij, ki so sprožilci hujših stisk, pogosto ne vidimo, ker seveda se marsikaj dogaja mimo našega pogleda. Pogosto bomo zadnji, ki bomo zvedeli, recimo, zato, da se dogaja spletno nasilje ali pa kakšen bullying, in to ne glede na to, kakšne varnostne sisteme si boste predstavljali inštalirati v šolah, ker vedno je neka siva cona, nek temen hodnik, kjer se to lahko dogaja. Tisto, kar pa lahko opazimo, so pa neposredne posledice. Se pravi, neki zunanji znaki, ki nam govorijo, da vendarle se nekaj nenavadnega dogaja. Mogoče, Maša, ti kakšno na to temo rečeš? Sem si probala kar malo po vrsti zapomniti to, kar ste rekla, to spletno nasilje, pa to snemanje. To socialno učenje v šoli je res zelo pomembno in to, da mi odreagiramo na vsakršno nasilje, zato ker če ne, jim nekako damo eno tako tiho soglasje, da je to kar v redu. Oni se pa skozi te njihove stike učijo pozicioniranje v družbi in se naučijo, da končno tudi položaj si ustvariš na tak način, da si nasilen in dejansko lahko po hierarhiji na tak način zlezejo precej visoko. Tako da mi absolutno moramo biti v šolah bolj občutljivi za nasilje. To sem mogoče na to vašo prvo, ko mi iste stvari opažamo, kdo je tisti, ki je frajer, tisti, ki si izbori to pozicijo pogosto na nasilen način. Potem pa sem tole gospod z šole svetovalno delavko. Mene tako boli to, ko se sprašujemo, v bistvu tega je toliko velik, pa težko na vse odreagiramo. Enkrat se moramo vprašati, zakaj je tega toliko, kje je vzrok. To je tako, da bi cela Slovenija gorela, mi bi pa samo gasilske enote podeseterali. To ni rešitev, Mi seveda učimo otroke, ta zgibanka, ta knjižica od NIJZ je vrhunska, če ste jo šole že dobile, vsi devetošolci so dobili, kako si lahko pomagam. Najboljš možen, jaz sem jo tudi domov svojim otrokom nesla. Mi jih lahko učimo, kako je lažje preživeti, ampak po drugi strani se moramo tudi vprašati, zakaj je to otrok v stiski. To sigurno ni vse naloga šolske svetovalne službe. Mene so sicer predstavili kot šolsko svetovalno, jaz sem specialna pedagoginja in imam status učiteljice dodatne strokovne pomoči, ker končno je otrok s posebnimi potrebami toliko, da na eni osnovni šoli Šenčur, ker sicer se sliši, da je to nekje Bogu iza nogo, ampak mi imamo 850 otrok, smo 3 specialne pedagoginje. Zakaj je toliko otrok s posebnimi potrebami? Zakaj je toliko otrok, ki imajo učne težave? Mi se moramo enkrat začeti na začetku, ne samo, da poskušamo v tem sistemu preživeti. In seveda šolske svetovalne delavke lahko kar nekaj naredimo, hkrati pa jaz zelo velik pomen vidim v učiteljih, v tistih, ki so vsak trenutek z otroki, ne tako kot si omenil gospo Anico Mikuš-Kos, ki tako lepo zna te stvari ubesediti. To so eni visokoleteči projekti in delavnice, ne vem, kaj smo že imeli dan za nenasilje, takrat smo nenasilni, ostale dneve se pa garbamo lahko, ampak tisto, kar učitelj vsak dan z učenci vtke, to človeškost v nas, da poskušamo pomagati, da otroci preko nas dobijo to izkušnjo dobrega, sploh če doma tega nimajo. Tako da jaz mislim, upam, da se vsi učitelji zavedamo, kako veliko moč imamo kot varovalni dejavniki duševnega zdravja otrok. Jaz temu rečem, da v otrocih puščamo sledi, ampak sled je tudi brazgotina, lahko je krvaveča brazgotina. Ali pa bomo, ne vem, z eno filigransko nežnostjo eno čipko vtkali v
otroka, kasneje odraslega, ki jo bo nosil celo življenje. Pa če sem otrok učitelja oziroma ravnatelja, meni je to izredno pomembna vloga. Ja, ko si omenjala šolo kot tak pomemben dejavnik, pa učitelja kot dejavnik, sem se spomnil pravzaprav, da je veliko vas je tudi iz, recimo, področja zdravstva, to je približno tako kot zdravili. Ne. Zdaj, farmakon je pravzaprav zdravilo in je strup. Ne. In isto velja za šolo. Ne. Šola je lahko varovalni dejavnik za duševno zdravje, lahko pa je pravzaprav eden glavnih povzročiteljev duševnih stisk. In ta širši kontekst, ne, svet, v katerem danes odraščajo otroci in mladostniki, ni ravno poslan z rožicami, predvsem pa tisto, kar je danes mogoče težje, kot je bilo včasih, je pravzaprav nekaj, kar je za mladostnike najpomembnejše. Ne. Da imajo pred sabo neko perspektivo, neko upanje. Upanje, da bo svet enkrat boljši. To jim je danes zelo težko zagotoviti. Pa še da nekaj bi omenil. Ta širši kulturni kontekst, v katerem danes živimo, ne samo otroci in mladostniki, tudi že mlajši odrasli, pa tudi že tisti srednjih let, ne, je pravzaprav silno naporen. Ne. Če želiš biti uspešen, ne, moraš dajati videti, da si vedno v formi, da si vedno fit, da si vedno zadovoljen, da ne rečem srečen na ukaz, ne, ker drugače bodo hitro menedžerji rekli, to je pa tisti, ki ne sodi k nam, ki kvari razpoloženje, ki kvari pač optimizem in tako dalje. To je z vidika duševnega zdravja absolutno pravzaprav prezahtevna pravzaprav pričakovanje. Absolutno prezahtevna. Ne. To me spominja pravzaprav na srednji vek, jaz zdaj študentom razlagam, ne. Če si lahko predstavljajo, kakšna travma je bila recimo včasih za otroke, ko je veljala pač znotraj katoliške vzgoje neka ideja, ne, da se je otroku treba od malega predstavljati Jezusa pravzaprav kot zgled. Ne. Čeprav si ga tudi težko odrasli predstavljamo neko tako držo brezpogojnega odpuščanja, nudenja pomoči in tako dalje. Danes živimo v podobnem času, ko se vsega od nas pričakuje, da smo brez napak, da je naša kariera čista, ne. Vsaka napaka se danes kaznuje, ne. Vsaka napaka pomeni zapiranje vrat recimo za nadaljne izbire, ne. Da smo vedno zadovoljni, srečni in tako dalje. In da ves čas verjamemo, kako je ta svet pravzaprav super, ne, in še boljši bo. Ne. To je mantra kapitalizma. Bi pa dodal še nekaj, tega se nihče od vas ni dotaknil. Ne. Dej, v šoli smo identificirali, imamo svetovalno službo, imamo pravzaprav danes kupico nekih novih specialističnih profilov, ki prihajajo v šolo, da s posebnimi znanji pomagajo otrokom, mladostnikom s specifičnimi težavami oziroma posebnimi potrebami. Ne. Imamo učitelje, imamo pač tiste učitelje, ki skrbijo recimo za to osnovno celico, za oddelek. Ne. Nihče ni do zdaj omenil, da je pa šola pravzaprav en velik socialni prostor. En velik prostor, ki vsaj v urbanih okoljih, pogosto pa je tako tudi v vaški, ki predstavlja zadnje zatočišče mladih, da se iztrgajo iz popolnega nadzora družine. Ker izven šole in dejavnosti, ki jih šola organizira, danes mladostnikov preprosto ali pa otrok ne upamo pustiti samih brez nadzora kamorkoli. Jaz sem imel to srečo, da sem odraščal v času, ne, ko je bilo novo blokovsko središče, pravzaprav ena velika igralnica, ne,
neograjena, brez konstantnega nadzora staršev, ne, in smo lahko pravzaprav marsikaj, kar se je med nami dogajalo, predelali sami. Danes tega ni več. Spomnim se ene raziskave, žal sem izgubil podatke, kje je to bilo, ampak precej stara, tam po mojo 90-ih letih so enkrat delali dosti poglobljene intervjuje z mladostniki, ki so veliko špricali po pouku. Ker jih je zanimalo pravzaprav, kaj je glavni razlog, da bežijo iz šole. Rezultati so bili zelo zanimivi. V veliki večini so izpostavljali, da je šola super. Tam pouk ni fajn. In učitelji so zoprni. Se pravi, mladi na nek način čutijo in se zavedajo, da je ta prostor, ki ga ponuja šola, pravzaprav za njih ključen. Res pa je, da ga mi namesto, da bi se tega zavedali in ga dodatno pravzaprav obogatili, da ga zapiramo za neke inštrumentalne cilje, se pravi, vse mora biti nekaj poučno, pa vse mora biti z nekimi cilji delano. In ko zaključimo dejavnosti, zaklenemo igrišča z ograjami in zapremo šolo in to je to. Se mi zdi, da šole malo smo se že začele zavedati. Jaz lahko povem pri nas, končno že, če vstopaš v šolo, vidiš, a je mišljena za druženje. Mi smo naredili kar nekaj kotičkov, da po pouku lahko delajo domačo nalogo. Jaz sem videla, da v tistem svojem urniku enostavno nimam dovolj časa za vse, tako da jaz vedno ostajam po pouku. Imam je še eno tako posebno, pač jaz sem se odločila, da bom z njimi delala domače naloge, da sem tam vsaj do 3. Ampak prejšnji teden se je ravno pokazala ena potreba, ker je bil glavni odmor in so otroci prišli noter in so tako v vrsti stali. Sigurno v 1 minuti sem jaz 30krat slišala Maša, ki bi imel vsak zase. Tako da smo zdaj ponovno uvedli, prav zato, da je še vedno šola, tudi po pouku, še en tak prostor druženja, da grem jaz domov po psa svojega in pridem potem nazaj in pospremimo vsakič enega otroka do doma, ker dejansko rabijo to, tako kot si rekel, brez enega tazga formalnega nadzora. Jaz tudi naredim to, kar zdaj bo sicer posneto, ampak jaz jim dam svoj ključ od pisarne, vedno določimo eno mamico, zdaj oči ne smejo biti užaljeni, ampak eden je mamica, ki skrbi. In je bilo tako zanimivo, ko sem enkrat takole pustila ključ, pa sem ji dala 5 otrok, pelih na kosilo, pa da bodo to domačo nalogo, pol ure sem jaz nazaj, sem prišla nazaj, bil sam še eden. In rekla, tukaj so bili sitni, jaz sem vse domov nagnala. Kako ti to zdržiš? Otroci dejansko rabijo to, ko zvoni, kaj konč šole, da še nekje tam ustanejo z eno minimalno podporo, vedo, da žogo pri meni dobijo, pa grejo lahko na igrišče. Tako da je moč šole res, res velika. Kakšna vaša izkušnja v tej smeri? Pozdravljeni, Marija Mahar, osnovna šola Gradec v Litiji. Mi smo kar velika šola, s tem, da imamo še 5 lokacij. Tako da je to kar en zapleten proces, ampak se da. In tako, kot ste že omenila, odnos je tisti, kjer moramo začrtati. In jaz mislim, da biti in prej sta govorila o tem, kako je, nekako se pričakuje eno superiornost na spletu. Menim, da je tukaj potrebno v bistvu ozaveščati. Ozaveščati to, kdo sem jaz prvi, kdo sem jaz pred vami, ki stojim, in govoriti o sebi, otrokom, in govoriti o svojih napakah, govoriti o svojih izkušnjah, govoriti o svojih zmotah. In tukaj smo vsi učitelji tisti, ki smo prvi, ki lahko to govorimo. In delati res na tem odnosu, ker te filmčki, ki ste jih pokazali, delajo ravno to, kažejo ravno ta pomanjkanje tega odnosa. Hkrati pa, ko se zavedamo vseh teh ekranov in vplivov spletnega okolja, se zavedamo tudi, kako je potrebno delati na preventivi. In preventiva je tista, ne kurativa.
In ko mi na šoli začnemo delati na tem, da je preventiva, pri nas na šoli imamo slogan poseben.si, pod katerim se veliko dogaja. In tudi, če pogooglate po YouTubu, najdete ene par filmčkov. Ker smo tudi na tem delali, da je potrebno delati na tem, da spremenimo misli, da dobimo pozitivna sporočila otrokom. In ne nazadnje se nam zdi fantastičen program Neon, veliko vas že pozna. In to je nekaj, kar gre kontinuum proti vsemu temu nasilju, proti vplivu spleta in k zdravim odločitvam, predvsem to, kar ste pregovorili, kako naj otroke naučim, kako se odzvati na spletu in da je to popolnoma drugačno kot v realnosti. In če jih mi tega naučimo, da se na spletu ne odzovemo, da ne posredujemo naprej in da to, da ti stojiš, da v bistvu, če si zraven, že pospešuješ to nasilje, da že s tem vplivaš samo, da to gledaš, je to tisto sporočilo, ki ga morajo učenci slišati. In mi smo tisti in cel kolektiv in jaz mislim, da je to, da začnemo prepoznavati vsakega posameznika, kdo je, kako je, katere so tiste njegove moči, da je to naša smer in da moramo mi se učiti kot najprej pri sebi in kolegom drugemu pomagati prepoznavati te moči, hkrati se zavedati, da imamo tudi drug kontinuum na drugi strani, ki so malo slabše moči, ampak da si lahko pomagamo pri tem. Hvala. Ja, ko ste omenila to vprašanje nekak prisotnosti oziroma izpostavljenost tega, da prepoznamo drugega, verjetno je vsakdo opazil v filmu Zgodbe o nasilništvu, tista, ki govori, ko se deklica išče sogovornike, ker je bila deležna spletnega nasilja, izpostavlja eno zelo pomembno reč. Pravi, izpostavljena sem takrat, ko se mi nekaj dogaja, ampak potem pravzaprav, ko se vidi, kakšne posledice je to nasilje na meni pustilo, takrat me nihče ne vidi več. In to je pravzaprav ena od dimenzij, ki recimo v tej spletni obliki nasilja izrazito naredi bolj lahkotno. Vse je nadaleč. Ti nekaj narediš, ne vidiš pravzaprav reakcije tistega, ki si mu neko zlo povzročil. In ker je ta bližina prekinjena, se lahko nasilje razraste do konca. Vojerstvo je pravzaprav samo podaljšek vsega tega. Ampak kaj mi delamo običajno, ko razmišljamo o nasilju? Mislim, se bom posipal s pepelom, kaj dela pedagoška strokovna javnost. Spomnite se odzivov medijskih po tistem dogodku v Celju, ko so tem fizično obračunavali med dekleti in kasneje po streljanju v Srbiji. Ravnatelji, učitelji so izjavljali, da nimajo orodij, da bi lahko preprečevali nasilje, še posebej nespletno, ker če se ne dogaja v šoli, potem zato nismo pristojni. Kot da je pravzaprav to ekscesno ukvarjanje s tem nasilnežem, s tem gnilim jabolkom pravzaprav glavni problem in edini problem. Tu smo strokovno, če gremo na tak način gledati, na celi črti pogrniti. Nasilje se vedno dogaja v nekem kontekstu. Tudi druge stvari, karkoli v človeškem svetu se dogaja v nekem kontekstu. In brez da v obravnavo vzamemo cel kontekst, ko gre za nasilje, nasilneža, žrtev in vse tisto, kar se okrog njih dogaja. Pravzaprav ne moramo niti začeti nobenega problema resno reševati. Vzgojni opomin je samo za nasilneža. In če je to edino orodje, ste spustili prizadeto žrtev in ste spustili ta negativni, pravzaprav socialni učinek, ki se razleze v prostoru
ker se pravzaprav do teh ekscesov nismo ustrezno odzvali. Nismo jih naredili vidne in jih problematizirali. Ker kaj ta deklica doseže s tem, da išče posameznike s podobno usodo? Da ji na nek način potrjujejo to, da to, kar sama čuti in je prisiljena predelovati sama pri sebi, da konec koncev ni samo njen problem. Da obstaja še kdo tak, da lahko nekomu pravzaprav naredi vidno tisto svojo stisko. In to potem postane pravzaprav ta, rečemo temu, dejavnik nekega boljše duševne stabilnosti. Je bil še kakšen? Ja, Kristina iz Kolezije, osnovna šola Kolezija. Ja, se strinjam s tem, da smo kot družba pogrnili na celi črti. Pred koronskim časom so bili podatki znani, da je duševnih stisk med mladimi ogromno. Ukrepi, s katerimi smo mi šli nad naše šolstvo, so bili pa taki, ki so bili jasni, da bodo posledice ogromne in da bo zadevo samo poslabšale. Pedagogi, zdravniki, pediatri, NIJZ, socialni delavci, ravnatelji, vsi smo se odzvali zelo mlačno in neprimerno. V deželi s toliko gozdovi smo mi otroke zapirali, natikali smo jim maske, postavljali smo jih pred elektronske naprave še bolj, kot smo jih pred tem časom, zdaj se pa čudimo. Ta knjižica od NIJZ-ja, ja, je krasna, super, tudi jaz sem jo nesla domov, dvema mojima najstniškima otrokoma, ampak potoči zvoniti je dokaj prepozno in ne vem, če lahko nadomesti vse te strokovnjake, ki bi jih zdaj potrebovali, da te stvari rešimo. Mi si moramo priznati, da nismo delovali tvorno, in lahko si tudi priznamo, da v bistvu mladi več ne iščejo pomoči v nas, odraslih. Pomagali si jih bojo sami. Ne vem, odličen film, ki tudi kaže to nasilništvo med mladimi, je slovenski film Vzornik, kjer da nec gazo, da jasno vedeti, da smo res tukaj pogrnili na celi črti in nismo pripomogli k temu, da se zadeve zboljšajo in da bojo mladi pač pomagali drug drugemu. Tudi s pomočjo te elektronike najbrž se bodo znali povezati, bodo znali tudi uporabiti jo v svoje dobro, ampak na nas ne bojo več računali. Vsekakor pa ja, mi smo partner, ki jim moramo nuditi varno okolje, moramo jim nuditi veselje do življenja, ljubezen do narave, ker edino tukaj bojo našli svojo moč. Ja. Sam jaz nekaj, glede na, ker ste to koronsko obdobje, jaz kot specialna pedagoginja, o posledicah, ki se pogovarjamo, mogoče na nivoju druženja, socializacije, otroci so se kljub temu družili. Ker sem jaz po koroni prvi dan, potem je bilo tudi tisto počasno uvajanje, so dali mene v podaljšano bivanje in seveda je bilo nekje eno navodilo, kako naj bodo narazen. Oni so se itak zvezali skupaj in so se šli enega konička in potem, ko sem jaz malo tako, ker je glih en oče prišel, so rekli, brez skrbi, saj prejšnji teden smo bili na rojstnem dnevu skupaj. Tako da na tem, mogoče na nivoju te socializacije so malo, tisti, ki so imeli normalne starše, malo manj zgubili, ampak jaz vidim, kar pa ostaja, pa mi nismo naredili ene evalvacije, pa probali sanirati. Učna uspešnost oziroma neuspešnost je velik rizičen dejavnik duševnega zdravja v šoli. In branje, pisanje, računanje, to so orodja, ki jih morajo dobiti, če hočejo ta vrtiček znanja okopavati, oziroma potem je že to cela njiva, 7., 8., 9. razred. In otroci tega orodja nimajo, ker je bilo vse narejeno prehiter, ni bilo dosti utrjeno. In takrat smo dobili, se spomnim, ene ure, ki naj bi jih izvajali prav zato, ampak jaz mislim, da smo bili malo premalo pozorni. Tako da siguren veliko teh učnih težav izhaja tudi iz tega, ker otroci niso dosti kvalitetno opismenjeni. Jaz včasih, ko vidim otroka, si mislim, s toliko malo znanja bi bila v resnici tudi jaz v stiski. Tako da ene stiske so zelo, zelo realne, kar se šole tiče.
Ne malkrat se zgodi, da otroci dobesedno do mojih vrat solze prinesejo, pa se pa kar zlije. In tukaj nekako moramo tudi učitelji, imamo tudi če kaj mi dela, no, da pogledamo, kje smo, pa saniramo te stvari. Ja, glede na to, da ste omenili nemoč delovanja v času korone, sem jaz pripravil pravzaprav ene izseke iz enega projekta, ki smo ga delali v času, ko so bile šole zaprte. Šlo je za projekt vzgoje z umetnostjo in tole, kar se bo tukaj vrtelo, jaz ne bom več komentiral, gre za pravzaprav princip fotozgodbe, se pravi, ko mladostniki s pomočjo fotografij osvetljujejo pravzaprav to, kaj se z njimi dogaja. Naslov tega podprojekta je bil Duh našega časa in to so izdelali dijakinje umetniške gimnazije iz Maribora. Namenoma smo želeli pravzaprav, da govorijo o sebi, o svojem življenju, o svojih stiskah, pa tudi o načinu, kako jih rešujejo. Videli boste, da so nekatere zgodbe zelo pretresljive, do te mere, da smo se povezali s šolsko psihologinjo in opozorili na avtorje teh zgodb, da se malo bolj pozanimajo z njimi, da so pa nekatere take, da kažejo pravzaprav izhode, ki so jih mladostniki vendarle našli. Ampak to, da ponudiš mladim prostor in zanimanje za to, da začnejo pravzaprav razmišljati o sebi, govoriti o tem na nek tak način, recimo, ki ni čisto direkten, ker teh samoizpovedi seveda danes niso ravno nekaj privlačenega, je izjemno pomembno. In to, da smo zbirali pravzaprav nebesedne medije, je bilo ravno to, ker pač mladi danes bistveno manj berejo in ne marajo pravzaprav tega besednega izražanja. Če jim daš nek drug medij, bodo povedali bistveno več in brez zavor, kot bi jim dal pisati spis o tem, kaj se dogaja s tabo. Enostavno povedano. Ampak tudi to je eden od načinov, ki jih lahko uporabimo za to, da se dejansko šola pokaže kot nek prostor, v katerem nam je mar pravzaprav za to, kar se z mladimi dogaja, nek prostor, ki mladim ponuja pravzaprav možnost, da se predstavijo v javnem prostoru. Mi smo za vse te take in podobne izdelke recimo sugerirali šolam, da so na svojih spletnih straneh odprli pravzaprav forumski prostor, kamor so lahko učenci, dijaki, učenke, dijakinje te svoje izdelke tudi obešali. In na ta način pravzaprav se čutili bolj povezani, ker so seveda opazovali, kaj se dogaja z mano, z drugim, petim, kot če tega ne bi bilo. Žal, primerov, ker se je na tak način delali, ni bilo tako veliko, kot bi jih lahko bilo. Ja, še kakšna? Jaz sem si dovolila tele filmčke danes pogledati bolj kot mama enega petošolca, pa osmošolca, pa zgodb, pa situacij, ki jih doma predelujemo. Pa nisem hotela, ampak zelo hitro so se vključili eni precej grenki spomini iz moje osnovne šole. In ves čas se pol pojavlja ena taka misel, a je res to vse tako zelo novo? A je res tega tako zelo več, kot je bilo včasih? Tako, kot ste prej omenili, bistveno več kukamo v svet naših otrok in se vtikujemo, dotikamo, raziskujemo in smo bistveno več v stiku s tem. Tudi prej omenjen film Vzornik ne temelji toliko na izkušnjah te generacije, kakor pač na izkušnjah avtorjeve generacije. To je naša generacija. Tudi Bičkov film Razredni sovražnik temelji na resničnem dogodku samomora punce na gimnaziji, ki smo ga vsi kot skupnost zelo težko pregrizali. Tako da vse pa le ni tako novo. To se mi zdi pomembno pač poudariti. Pa še ena stvar je, kar smo se danes tudi že dotaknili, mi smo vsi odrasli, pa če greste pogledati naše Facebooke, pa Instagrame, pa Snapchate,
To so odrasli, zreli možgani, pa včasih objavljajo take bedarije, da je res hudo tisto gledati. Do otrok imamo pa zelo visoke moralne standarde, pa so to razvijajoči se, odraščajoči, ki včasih sploh še kapacitet nimajo, da bi se znali ustaviti, da bi znali presoditi, pa jih zelo hitro sodimo, kaj vse so naredili narobe, pa smo jim pa velikokrat zelo slab zgled pri tem. Jaz bi mogoče na to, a je to vse novo, a ne? Jaz se absolutno strinjam, da to ni vse novo. Zato jaz, pa tako, kaj je rekla gospa vzadi, v bistvu, da povemo, da se sprašujemo, kdo smo, kakšni smo. Jaz se z otroki veliko pogovarjam o tem, da končno biti človek res ni enostaven. Je pa prav zato lahko zelo nekaj nepojemljivega, edinstvenega. In končno tudi vse, kar se v mladostništvu dogaja, obdobje pubertete nikoli ni bilo enostavno. Končno to je res tako obdobje zelo intenzivne, ne vem, telesne rasti, ne vem, v odnosih se vse spreminja, v našem čustvovanju. Tako da moramo tudi to nasloviti, da vse, kar je neprijetno, ni patološko. A ne? Vsi smo šli skozi to. Jaz dobro vem, kje na ovinku v Kranju sem razmišljala, če grem levo, je tam letališče Brnik, bi šla kar na avion na mest kemiji, recimo. Ampak bom spet ponovila eno iz NIJZ-jeve, je nekaj tako naredi ravno obratno. No? Nisem šla na letališče, ampak vsak znova tork kemiji. Meni je tudi tako kar fajn brazgotino pustili. Tako da to je nekaj, ene stvari so normalne razvojno. In mogoče, da ta generacija, ne bom, da nočem biti krivična, ampak včasih vidim pri kakšnih posameznikih, da vse, kar je neprijetno, je pa že s tem nekaj narobe. Ampak življenje je prijetno, pa neprijetno, pa lepo, pa ne, tako da tukaj tudi učitelji lahko skozi lastne zgodbe, zdaj sem brala intervju s tem učiteljem iz Celja, ki je prišel v en izbor najboljših učiteljev in je prav to poudaril, da tudi vsi sodelavci tega ne sprejemajo, ampak on se tudi razgali kot človek, pove, kaj je o sebi. A ne? Se mi zdi, da se tukaj res skriva velika moč, potem se tudi naši otroci prej odprejo. Ja, to, kar si rekla, ne, vse, kar je neprijetno, ne, se moramo izogibati, to ni prvenstveno drža otrok in mladostnikov. To je prvenstveno drža današnje kulture. Jaz sem prej posebej to izpostavil. Poglejte si malo menedžersko literaturo, ne, principe, na katerih so danes vodena tista najuspešnejša podjetja in videli boste pravzaprav, da to niso zakuhale zdajšnje generacije otrok in mlajših mladostnikov. Ne. To je svet, v katerega so vrženi, ki je za psihično stabilnost izjemno naporen. Izjemno naporen. Še posebej za tiste, ki so malček bolj razmišljajoči. Prav sem eno razpravo ene ameriške avtorice, ki je rekla, ja, človek, ki hodi po svetu z odprtimi očmi in malo razmišlja, pač ne more gojiti nekega silnega optimizma. Ne? Če to od njega zahtevaš, je to, kot da bi mu v živo rano drezal še z enim nožem. Ne? Žal smo v situaciji, ko se bomo morali predvsem o tem pogovarjati. O pravici do tega, da nisem razpoložen, da izražam tudi zaskrbljenost, žalost in tako dalje, in da nisem s tem tisti, ki kvari igro. Tega bi morali danes učiti otroke in mlajše mladostnike, pa tudi same sebe, oziroma se upirati pravzaprav taki kulturi. In učitelj kot zgled ni tisti, ki je nadomestni Jezus, ki vse razume, ki vse odpušča, ki je zmerom optimističen, ker vidi pred sabo nebesa in tako dalje. Dober učitelj je tisti, ki je enako ranljiv kot vsi ostali, ki si dovoli v službo pride tudi žalosten. In to povedati. Se spomnim, ko sem še delal na univerzitetni ravni, da sem si dovolil prideti v službo in reči, danes mi dajte pa malo mir.
Mislim, dobesedno, delal sem na vzgoji, se pravi, nisem rabil v prvem planu, ne. Tisti dan sem imel popoln mir. In tudi nič narobe ni bilo, ne. Samoumevno je bilo, da sem na voljo vedno, kadar zmorem, in takrat, ko pač nisem tak, so drugi meni pustili, da se umaknem, ne. To je potem prava šola. Ampak še kakšna, mogoče. Vaše besede iskrene so me nagovorile in sem se odločila, da se tudi sama oglasim svojimi izkušnjami, s pogledom še ena druga perspektiva. Najprej bom osebna, to, kar ste vi zdaj izpostavili, kako pomembno je, da si iskren. Ko sem sama poučevala, zdaj sem pa v vlogi pedagoške svetovalke za področje družboslovje, se mi je zgodilo, čez noč se mi je življenje postavilo na glavo in so mi postavili leta 86. januarja diagnozo rak. In ko sem prišla s to novico v zbornico, so kolegi vstali in začeli jokati. In en kolega je povedal dijakom, da bom umrla. In ko sem prišla v razred, se je zgodba ponovila, v prvi razred, v katerega sem stopila, so dijaki vstali in jokali. In jaz sem mislila, da se mi bo zmešalo. In sem rekla, poglejte me, jaz sem pred vami, jaz sem živa, nisem mrtva. Jaz verjamem, da mi bo uspelo. In mi je, za mano je že 7 ponovitev limfoma. In oni so postali moja močna podpora. Jaz sem rekla, jaz bom hodila v službo kljub kemoterapijam, ampak tudi vi mi lahko pomagate. Takrat so pomagali študenti iz fakultete FDV-ja, so mi pomagali pripraviti ure, ker sama fizično nisem zmogla, ravnatelj se je strinjal in dijaki so se maksimalno trudili. In takrat sem jaz dojela, kaj je vloga učitelja. Videti jih, ponuditi jim prostor za izražanje. In to še sama kot pedagoška svetovalka še vedno počnem. To, kar ste rekli, obdobje po koroni, med korono. Jaz sem ponosna na svoje učitelje, ki so neverjetno ustvarjalni, inovativni. Eden učiteljev prihaja tudi iz te šole za oblikovanje v Mariboru. Oni počnejo neverjetne stvari in tudi drugi učitelji. Negujejo prostovoljstvo, torej postavljajo v spredje človeka. Ni to samo predmet družboslovja. Mi poudarjamo, ne glede na vsebine, ves čas gre za odnos. Torej ustvariti pogoje za dialog, za izražanje. Veliko šol in učiteljev je vključeni v projekt Varno in spodbudno okolje, učno okolje. Ta projekt se je zelo prijel in je podprt z neštetimi viri. Kako torej najprej sebe opolnomočiti odraslega, torej biti odkrit. Rak je še vedno tabu, ampak jaz sem ugotovila, da moje pričevanje pomaga tudi mnogim, ko sem imela svetovalne storitve v zbornici. Ker mi je kdo cinično rekel, zakaj ste pa vi tako zagreti? Odkje pa pri vas to strast? Se vidite, da so oni nemogoči, to mislijo na dijake. Pa smo potem skupaj razmišljali, da je mogoče marsikaj. Tako kot ste vi že večkrat danes lepe misli izrazili, skupaj tknemo nevidne niti, ki nas povezujejo in nagovarjamo, in vlivati optimizem in upanje v tem času ni enostavno, je pa odgovorno in to je smiselno početi. Torej tudi jim zaupati svoje stiske. In to je vse zelo preprosto, če se za to odločimo. In oni so zelo hvaležni sprejemniki, zelo. Ja, hvala lepa. Bi mogoče kdo od vas šel bolj v to smeri, pravzaprav, kako se odzivati, kako se odzovete, ko detektirate ali neko obliko nasilja medvrstniškega posameznika v stiski taki drugačni. Ali ste izoblikovali kakšne pravzaprav prakse, ki so se vam pokazale kot uspešne? Ja, Ana tukaj, Dijaški dom Poljane. Jaz ne bi zavezi nasiljem, ampak teh stisk, naprimer ena moja dijakinja ima panične napade, pa sem pač imela namen z njo govoriti, pa mi je pol že sama začela govoriti, da je dobila neko slabo oceno, pa potem kako mama.
pa oče, v glavnem mladi se radi odprejo, pa se mi zdi, da mi tudi radi z njimi delamo, pa se veliko izobražujemo, kako z njimi delati. Je pa to, kot smo rekli, gre za kontekst, skoraj da če hočeš nekaj rešiti, moraš celo družino rešiti, mislim tako. Treba je, se mi zdi, tu stik starši. Pa, ja, to je, se mi zdi, ta izziv. Jaz sem si lani pomagala, naprimer, Gabor Matej, se mi zdi tak, da lahko v kakšno idejo da, kaj staršem mogoče svetovati. Tako da jaz mislim, da je treba tudi ta del vključati, no. Ja. Jaz dostikrat uporabljam besede mar mi je. In se mi zdi, da v tem mar mi je zate se skriva tako neskončno velike ene energije, ker če mi je mar zate, bom, ne vem, tudi poiskala čas, za katerega vedno pravim, da ga nimam. Če mi je mar zate, bom poiskala tudi znanja, za katera nisem sigurna. Če mi je mar zate, bom samo poslušala, če je to treba, ali pa jokala s tabo. Tukaj otroci zelo vedo, kdaj je kdo iskren, o tem mar mi je zate. In zelo, zelo veliko tega rabijo. Mi smo imeli v 6 razredih zdaj ene delavnice učenja, delavnice pa čen dan. In jaz sem dala eno izhodišče, eno sliko iz poplav, ker jaz kot prostovoljka tudi ogromen delam. To me tudi vprašajo, kako jaz to zdržim, ampak mogoče en tak nasvet, ki pri meni deluje, mogoče pri kakšnem drugem ne bo, da vsak trenutek se odločam tako, da si ne dam nahrbtnika nase, ampak da ga odložim. Zdaj, če je potreba potem, da ne vem, Nazarje so rabile pomoč 10 dni, sem se jaz iz Kranja 10 dni peljala, ampak to pomeni, da sem jaz zvečer bila sicer zmatrana, ampak jaz sem stvari odložila. Jaz pač potem tisto naredim, imam pa zelo visok prag. No, in ko smo imeli te delavnice, sem dala eno sliko ene sobe šestošolke iz Nazarij, kjer je dobesedno dreta tudi ugradno umaro odplaknila ven. In potem, seveda, to so bile hude stiske ljudi tam, ko smo tiste najnujnejše, ne vem, spodnje hlačke, majčko, to za tisto prvi paket hrane in tako pripeljala, sem jaz njo vprašala, kaj pa je še kaj tacga, kar si ti želiš, a ne, to je le deklica, šestošolka. In potem je ona rekla, tist komplet za 6. razred brihtna glavca, tako nenavaden, Avgusti bi pa te dodatne naloge. In smo se potem pogovarjali, da kako ti, ne vem, voda lahko vzame čisto vse, ali pa ne vem, vojna, ki je z begunskimi otroki dela, ampak znanja ti pa ne more. In ko sem jaz našim otrokom dala potem to gor, potem so šele tema poplave in vse te stiske ven prišle, kakšno učenje, ne, oni so taka gromozanska potreba potem, da bi oni se samo pogovarjali, a ne so potem tako, a bomo imeli kakšen tak krožek, samo pogovarjati se. Tukaj se mi zdi v tem hitenju za učnimi cilji, utrjevanje, ponavljanje, ne vem kaj, za te stvari potem zmanjka časa, ne, pa je tako zelo pomemben. Ja, tam da so še ene roke. Ja, pozdravljeni. Jaz prihajam z osnovne šole Levirovac Sprade in sem po izobrazbi slovenist in komparativist. Poučujem slovenščino. Kaj sem preglasna? Ne. Okay. Kako jaz nagovarjam te zadeve, torej duševne stiske? V prvi fazi, če pride otrok in je objokan ali pa da ga vidim, da je v krču, pri meni pouk ne steče, dokler nismo vsi kul. To je začetek. To je kar se rednega pouka tiče. Glede na to, da smo danes tu in smo gledali filme, jaz sem tak idealist, da verjamem, da je to močen stimulans, ki lahko otroke nagovori in odpre ob primerni debati, ki se po filmu razvije. Zaradi tega organiziram tudi filmske tabore, govorimo petek, sobota, da imamo čas se pogovarjati o videnem, aktualizirati oziroma priličiti situaciji, v kateri živimo, tako odrasli kot otroci, ker ta svet je vendarle en in si ga delimo. Opažam pa še eno stvar in letos sem prvič lansirala mediacijske tabore, govorimo o mediaciji, ker v svetu narcizma ni več prostora za empate. In če učitelj ni empat in entuzijast, se nimamo kaj pogovarjati. Ja, hvala. Ja, zdaj ste naštela vrsto zadev, ki so pravzaprav tudi po moji oceni ključne, ne, pa jih
mnogo premalo se v njih pogovarjamo. Ne. Zdaj bom začel bolj pri kraju. Ne. Zdaj, mediacija seveda je ena izvrstna metoda, ki se ukvarja z reševanjem konfliktov na način, ne, da se o konfliktu pravzaprav pogovarjajo vsi tisti, ki so v konflikt vključeni. Zdaj, če imamo situacijo nekega vrstniškega nasilja z opazovanjem, ne, torej pomeni storilci, žrtve in vsi okoli. Ne. Če jo pravilno usmerjamo, ne, je to metoda, ki ima pravzaprav za cilj in praviloma tudi dosežemo te posledice, ne, da tisti, ki so zaradi manjše občutljivosti ali pa nepozornosti, ne, dopuščali pravzaprav neko ravnanje, ki je povzročalo boleče posledice na drugi osebi ali osebah, ne, da pravzaprav začutijo na nek način eno empatično stisko. Ne. Dogodek, ko zaznamo posledice, ne, ki so, smo videli, pogosto nevidne, ne, praktično vsaka posameznika ne pusti hladnega. Ne. Seveda, majhen otrok bo poskušal narediti tako kot noj, ne, ko zarije glavo v pesek, da ne vidi, da je nekaj razbil, da je nekoga odrinil in se joče in tako dalje. Ne. Mediacija pravzaprav namenja za to, da mu glavo obrnemo na posledice. Brez moralke, brez iskanja, kdo je prvi, kdo je tretji, kdo je kriv in kdo ne, to ni mediacija, to je pravzaprav kriminalističen postopek ugotavljanja deljene odgovornosti, ne, ker iz te empatične krivde zraste kaj? Zraste sočutje, zraste želja po pomoči in tisto, kar mediacija ponuja, je druga priložnost. Ne. Tako situacijo lahko pravzaprav tudi popravimo. Ne moramo razbiti nekaj, sestaviti nekaj od celo, kar je bilo razbito, ampak s nekim drugim dejanjem lahko pravzaprav večino teh škodljivih posledic odpravimo. Ne. V naših šolah, mislim, da brez izjeme, vse zatrjujejo, da uporabljajo za reševanje konfliktov mediacijo. Ampak jaz vem, in to večkrat rečem, da besedo mediacija uporabljamo po nemarnem. Ne takih, ki zares pravzaprav si vzamejo tisti čas, da se izšolajo v uporabi te metode in da razumejo, kako se ta zadeva uporablja, zelo, zelo malo. Raziskave v tujini so pokazale in tudi izkušnje v Sloveniji, ki so mi znane, ne, da v ustanovah, ne, kjer se sistematično ukvarjamo z usposabljanjem vrstniških mediatorjev, se pravi, kjer učencem, dijakom ponudimo pravzaprav možnost, da se izobražujejo za mediacijo, ne, postopoma pravzaprav se mediacija kot organiziran način reševanja konfliktov sploh ne pojavlja več. Ker zato ni potrebe. Ker ko je neka kritična masa seznanjena s tem, kaj pomeni v mediaciji aktivno poslušati, kaj pomeni pravzaprav omogočiti enakovredno predstavitev različnih perspektiv, iskanje pravzaprav možne rešitve v pogajanjih in tako dalje. Ko enkrat to obvladamo, bomo pač tudi svoje lastne konflikte na tak način reševali. Ob tej metodi se izrazito izboljša splošna klima medosebnih odnosov. In verjemite, ko pride do ekscesov, ker ekscesi se bodo vedno nekje pojavili, bo tistih nemih opazovalcev bistveno manj. In konflikte pravil do tega, da so se konflikti zgodili, do te informacije bomo prišli prej in bomo lahko tudi prej odreagirati. Tako kot če naletimo na mladostnika, ki je žalosten, potrt, nekajkrat, to še ne pomeni, da je depresiven.
Ampak če te žalosti umaknejo, se ne opazimo, se to stanje pravzaprav lahko spremeni v resno bolezensko stanje. In tu smo dolžni nekaj narediti. Jaz imam sicer tukaj nekaj misli, mi zdaj šiba po glavi, tako da ne vem, bom znala čisto vse lepo zapeljati, ampak enih par stvari mi je pa zdaj, se mi zdi, da bi rada delila. To, kar ste zdaj tudi vi rekli, nobene metode pa tehnike pa nam pravzaprav ne bojo pomagale, če mi ne bomo teh odnosnih kompetenc imeli. Tudi dr. Koširjeva, ki je v spremni besedi tako lepo napisala, je tisto, kar je zelo pomembno. No. Tako rečemo, mi nimamo toliko pedopsihiatrov, ki jih bi rabili, ampak imamo pa toliko enih učiteljev, pa enih ljudi, ki lahko mladim pokažejo to, kar ste vi rekli, mar mi je zate. In ena raziskava, ko so na pedagoški fakulteti tudi delali mladi v sistemu iskanja pomoči, so izpostavili točno to, da je nekdo, ki je v enem trenutku, mu je bilo mar, pa ga je vprašal, v kakih čevljih stojiš, pa nikoli ni črno-belo, včasih se nam zdi enostavno, našli smo, on je bulje, on je pa žrtev in to smo poklukali. Ma toliko tega, kar je zadnji, kar je film za vogalom toliko lepo pokazal. A ne? Če ne upamo iti tja, pa v bistvu vprašati, kdo si ti, kaj se ti dogaja, se mi zdi, smo naredili malo. No? Pa ni hec danes biti odrasel, še manj je biti hec odraščajoč mlad človek. In mi smo včasih tako malo, kaj smo, ne glej me, kaj delam, poslušaj me, kaj govorim. S tem ne bomo nikoli mladim pravzaprav pomagali najti ene poti. In še to sem hotela povedati, v bistvu svet, koliko mi poznamo zdaj njihov svet, kjer živijo. Včasih je bil kdo? Župnik, pa učitelj, pa doktor. So bile tisti, ki so bile avtoritete, pa so nekako ena skupnost manjša, kjer si ti svojo socializacijo peljal naprej. A mi vemo, kdo vse nam danes mladino vzgaja. En je enkrat mi rekel, ti ne veš, jaz sem ko ledena gora, ti 10% tega, kar vidiš, poznaš, vse ostalo je spod. Mislim, kam vse na svetu grejo v tem digitalnih svetovih, ampak kaj bomo, a bomo s prohibicijo pa s tem šli, ali bomo šli tja, pa ga vprašali, kje si, kaj se ti dogaja. In še ena stvar, ki bi jo rekla, ja, odnosna kompetenca nas odraslih, ki vstopamo v odnose z mladimi, brez moraliziranja, ampak s tem razumevanjem in bližino se mi zdi, da je nekaj, v katero smer moramo iti. Pa še to, jaz, mislim, to, če je človek kam prišel skozi zgodovino, je zato, ker smo skupaj znali nekaj narediti, no, in razvijati to empatijo, kaj čutim, mislim, že težko, kaj jaz čutim, kaj se mi dogaja, pa da ga zanima, kaj se pa sočloveku, se mi zdi v tej smeri, moramo tudi korakati naprej. Malo sem natrosla, ampak. Ja, v redu. Mogoče bi sem nekaj tukaj izpostavil, nevarnost razmišljanja o tem, kako bomo mi nudili pomoč, in nasploh tudi koncepta svetovanja nasploh, je paternalizem. Premalo se zavedamo nečesa, da je besedica pomoč izvira iz korena moči. Obstaja ena izvrstna jungovsko psihoanalitična študija ravno o tem, da je pravzaprav osebnostna rast tudi svetovalca, če že hočete, povezana s tem, da si znamo zamisliti tudi tisto zadnjo plat pravzaprav lastne osebnosti. Če pravzaprav sebe vidimo kot nekoga, ki ponuja pomoč, kot neko plemenito gesto, je tisto ozadje, tisto pravzaprav, ki nam godi, da smo seveda v centru moči. To si moramo preprosto priznati. Ampak v šolskih praksah obstajajo načini, ko se zavestno odločimo, da bomo ta paternalizem pravzaprav zmanjševali. Eden od takih načinov seveda je organiziranje medsebojne pomoči, prostovoljstva in tako dalje. Mi iščemo neka abstraktna polja, kjer se bodo mladostniki učili, zakaj je pač neko sodelovanje v skupnosti pomembno.
ne pokažemo in pa pravzaprav, da je prvo polje, ker oni lahko se čutijo koristne, ne, polje odnosov z vrstniki. Ne, da tu lahko ogromno naredijo. Ne. Tutorska pomoč, ne, je lahko izvrstna učna ura krepitve duševnih moči. Izvrstna. Tako da tu mislim, da je še veliko manevrskega prostora. Ja, je še kdo? Ja, spet jaz. Hvala za podrško glede medijacije, profesor. Mene ena druga stvar skrbi. Eno je, da imaš ti otroka, ki ima takšen ali drugačen primanjkljaj, ki je v duševni stiski. Sama opažam, ne vem, naj se še kakšna kolegica oglasi, upam, da nismo na obali edini. Kaj narediš, ko imaš otroka, ki je drogiran? In ne govorim o klasičnih kokain, heroin, ampak je dovolj že vape, je dovolj že fuga oziroma snus. To je trenutno pri nas zelo aktualno, ker ko imam jaz nekoga pred sabo, ki je počen, vsa njegova morala je čisto off, se razumemo, ne? Kaj takrat, oziroma kaj če gremo v to smer? Do zdaj smo se soočali s spletnimi zadevami in oni so res odplavali v vesolja, svetove, ki so bili nam neznani. Kaj pa, če so, zadeti? Mene to skrbi, no. Hvala, že spet. Ja, to je posebna tema. Rad bi vas povabil, da si pogledate, mislim, da je ta posnetek tistega pogovora, ki smo ga imeli v filmu Lepi fanti na spletu. Je objavljen, ja, pod izobraževanje in tam smo govorili prav o tem. En dost znan film Lepi fant je nastal na podlagi pravzaprav dvojne zgodbe. Eno je napisal bivši zasvojenec, drugo pa njegov oče. Film je bil kar precej uspešen in takrat smo gostili eno kolegico iz Drogarta, če se prav spomnim. Pa še nekdo. Ja. Je pa film med priporočenimi filmi, no, tudi za pogovor. Jaz bi se vsekakor z njimi pogovarjala. Mogoče ob tem filmu. Ja, problem, pravzaprav, ki se tukaj zgodi, je tipičen pedagoški problem. Pomislimo, da moramo govoriti o stvareh, o katerih pogosto imajo uporabniki pravzaprav pisano več informacij, kot mi, ki naj bi jih o nečem učili. Tako da ne ujemte se v past tega, da boste zbirali informacije o takih in drugih drogah, ker tisti, ki jih to zanima, vse to že vejo in to mnogo boljše od vas. Marsikakšni od njih imajo tudi že osebne izkušnje in nakladanje nekoga, ki je popoln abstinent, spet ne zaleže. Zelo dobre rezultate kažejo pravzaprav načini, ko se povabi ljudi, recimo, ki imajo neko tako zgodovino osebno, da o njej spregovorijo, ker so verodostojni sogovorniki. To so bivši odvisniki, ki se potem odločijo, da pač brez olepševanja pač predstavljajo to tematiko. Glavni problem seveda odvisnosti ni toliko detoksikacija, ampak je vprašanje, kako zapolniti tisti prostor, ki ga je prej pravzaprav ekstremno intenzivno zapolnila droga. To je glavni problem. In kako ustrajati v tistem prostoru takrat, ko izstopimo iz nekega tretmaja. Recimo razne skupnosti, ki so nastale, imajo relativno dobre rezultate toliko časa, dokler so te njihovi varovanci pravzaprav vključeni v skupnost. Ko se vrnejo nazaj v svoje okolje, takrat se marsikakšen tak projekt konča. Skratka, dobiti jim verodostojne ljudi, ki jim bodo dali jasne informacije in pa razmišljati pravzaprav o tem, s čim lahko napolnimo tisti svet, ki ga drugače polnimo pač z nekimi mašili. Isto velja za nekemične odvisnosti.
za pretirano pravzaprav preživljanje časa ob elektronskih napravah, bežanje v nek virtualni svet, ne, ko pravzaprav nam to pobere pravzaprav praktično ves budni čas, bom preprosto temu tako rekel. In ukradejo marsikakšen spalni čas. Ne. Popolnoma isti problem. Ne, bi se, s čim napolnimo ta čas, ne vem, jaz bi se vrnila na film, absolutno s filmom, ker bi rada malo naredila reklame za Kino Balon, naša šola to storitev ves čas koristi, to so res tako kvalitetni filmi. Pa tako si rekel, da na poti spraševanja, kdo smo, nam lahko film res veliko pomaga. Tudi nam, zdaj odraslim, meni je sigurno to način, skrbi za lastno duševno zdravje, ali pa tako, kaj je rekel, mislim, da Aristotel ob gledanju grške tragedije, ko se uživiš v čustva drugih, je ta jok dobesedno katarzičen in nekako tako, da ti na prijazen in neškodljiv način očisti dušo, ne, tako da siguren je film en tak res močan medij. In jaz ga zelo priporočam lahko na tak način, kot je tukaj, ne, kot smo gledali kot izhodišče za potem pogovor naprej, ali pa končno, ne vem, soočanje z lastnimi čustvi. Ta film Titan, jaz sem ga prej pogledala 3-krat, pa še vedno sem tako gledala malo, vidim, začutiš, kje je tvoja šibka točka, ne, ti prizori poniževanja so zame blazno boleči. Ne, tudi, da se potem vprašamo, zakaj je temu tako, ne, ker nas popraska raven tam, kjer nismo zaceljeni. Sej na nekatere tako deluje mogoče knjiga, name absolutno film, tudi otroški spomin najmočnejših čustev je vezan na film. To mi tako nenavadno, ker sem razmišljala, ta E.T. vesoljček, to mlada generacija sploh ne ve, kaj je to bilo, ta prizor poslavljanja na koncu, ki je bil očitno kar dolg, ki je moj oče mislil, ker sem jaz tako jokala, tulila stara 9 let, da bo situacijo rešil tako, da me je ven odpeljal in me je prepričeval, da vesoljček ostane na zemlji. Ne. Ampak to, jaz še zdaj se spomnim tega. Ne. Ali pa, ko smo peljali otroke gledati film Bekas, ne vem, zakaj ga ni več v programu. Pravice so potekle. Ja, kupte jih. Ne kupujemo, Maša, mi ne kupujemo pravic, drugih kupujejo, mi pa sam vzamemo film, pa ga podpremo. Ampak Maša je 5 let, 6, 7, so s Šenčurja prihajala šola iz leta v leto. Mi še prihajamo, mi smo prej gledali Bekas, leto 16, ta begunska kriza Šenčur, to vam je gotovo vse znano, traktori, transparenti in tako. In takrat se je meni zdelo primerno, da gledamo film z begunsko problematiko, tematiko 2 kurdskih dečkov iz Iraka, ki bi rada prišla v Ameriko. To je že kinodvor, ni kokic, ni tako, njim se je zdelo gledališče in en prizor, to hočem povedati, kako očiščujoče lahko deluje, ko starejši fant stoji na mini neeksplodirani, cela dvorana je bila 100 sedmošolcev, to so 13-letniki, smrtna tišina in potem, ko se otrok vrže, zmislijo, da zdaj pa je konec in mina ne eksplodira, tako olajšanje, a veste, kakšna napetost, da so na koncu otroci ploskali. In film je na YouTubeu, pa film se da kupiti pri vas, Bekas, zelo priporočam, če ga lahko k pouku vključite. Zdaj pa gledamo preko meje, tematika 2. svetovne vojne in solidarnosti med otroki, prijateljstva, tudi vrhunski film, švedski ali kako že, ne. Tako da malo po katalogu pobrskajte, pa jaz nisem tukaj v službi, ampak so res dobri filmi. Ne. Ampak tisto, kar pa navdušuje, ko delaš tukaj, so pa učitelji, kot ste vi, ali pa kot je še marsikdo med vami, ko pokličete in veste, kaj hočete, in potem ta film vidiš, da vam pride prav. No? Takrat vedno radi sodelujemo, pomagamo, iščemo rešitve. Če ne pridete k nam, greste lahko kamorkoli drugam, ali pa pogledate na DVD-ju, ampak tukaj vidimo svojo vlogo. Hvala, Maša, za reklamo. Ja, kar se tiče ogleda filma, ne,
Mislim, da je to pravzaprav danes sploh ogleda v kinematografu, ne doma za televizijo. Ne. To je danes pravzaprav nadomestilo tisto klasično grško tragedijo, ne, ki se tudi ni brala, ne, ampak se je uprizarjala. Imela je celo pravzaprav religiozno ozadje, kajti uprizarjanja so potekala v čast bogu Dionizu, ne, in zaradi tega pač je to način, kako je Aristotel razmišljal o tragediji, v veliki meri možno prenesti danes še najbolj na film. Ne. Gre za medij, ki pravzaprav zasede vse kanale, ne, ki uporablja pravzaprav kot izrazno sredstvo vizualno, zvočno in tako dalje, celo to polje, ne, in ima lahko res neverjetne učinke. Neverjetne. Mnogo premalo ga uporabljamo. Jaz ga recimo tudi za študente, še posebej takrat, ko imamo opravka z najbolj abstraktnimi temami, da tako rečem, običajno iščem neko konkretno zgodbo, ne, ki kaže, kako bi lahko take abstraktne teme izgledale v pač neposredni življenjski praksi. Ne. In stvar je zelo učinkovita. Jaz temu rečem, da ne morem živeti vseh zgodb, ampak preko filma pa dobiš to širino, da se postaviš v kožo drugega, končno si potem, ne vem, bolj empatičen. Marsikaj ti je človeško in ti si tudi prehraniš kar nekaj težav v življenju, če človeka vzameš točno tazga, kakršen je. Tako da jaz res film na prvem mestu, no, priporočam. Tamle še ni. Mogoče se navezuje na to, kar se zdaj pogovarjamo, pa hkrati malo tudi za nazaj, kot primer prakse. No, jaz imam samo osebno izkušnjo. Nisem učiteljica, sem pa mentorica gledališkega kluba na Oškete in Murna že nekaj let. In kjer ideja celotnega kluba ni, oziroma srečanj ni, da na koncu delamo gledališko predstavo, kot je v večinoma, ampak hodimo gledati gledališke predstave, tudi kakšen film, razstavo, večinoma pa gledališke predstave, tako da bi dodala še gledališče kot en tak medij, ki lahko ravno tako vpliva na grajenje empatije in soočanje in tako naprej. No in en primer bi izpostavila, mogoče še to, imamo kar srečo, da je celoten predmet skreiran tako, da imamo kar veliko časa za pogovor. Mi si ogledamo eno predstavo, potem pa imamo kar 2 ure in pol časa, da se pogovorimo o tem, kaj smo gledali. Gledali smo enkrat tudi predstavo Virginia Woolf Virginia Woolf, no, v Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki govori o depresiji. Potem smo se pa usedli v krog, vedno smo v krogu, v razredu in smo se pogovarjali o tem, kar smo gledali. In otroci so imeli možnost in prostor, varen prostor in čas, da so spregovorili o tem, kako so se počutili med gledanjem same predstave, kaj pa v bistvu mi je bilo najbolj dragoceno, je bila naša ideja, da se poslušajo, da povejo, kako je njim, ko so oni v stiski, v depresiji oziroma se slabo počutijo, in kaj takrat naredijo. Najprej so to napisali, potem pa so po nekem času, mi smo se zelo dobro že poznali, so se varno počutili, smo podelili to. In jaz sem videla, da se res poslušajo. In da se potem še po uri o tem pogovarjajo. In da so dobili idejo, kaj lahko, ne od mene, ampak drug od drugega, stari so 12-13 let, kaj lahko narediš, ko si v stiski. In so imeli od tega, da gre v sobo in leži in počaka, da mine, do tega, da gre ven na sprehod, do tega, da nekdo bere knjigo, nekdo posluša glasbo, nekdo je igral inštrument, nekdo je šel do staršev, nekdo je poklical sovrstnika, nekdo je šel s psičkom na sprehod, pač drugmu so pomagali. In meni bo to tako lepo, ker nisem bila jaz tista, ki je modrovala, kaj naj naredijo, ampak so drugemu. In mislim, da to je tisto, no, kar
če lahko naredimo, če je prostor, če je čas, ker ga velikrat ni, čisto razumem, da imate omejene prostore in čas, ampak mi počas kar ne delamo tega pač, kar bi mogli potem, kako smo si zamislili, ampak odpiramo te čase za pogovor. Ja, to kar si opisovala, pravzaprav je osnovna filozofija, tudi načina vodenja pogovorov ob filmih, ki ga potem sodelavci, sodelavke Kina Dvor izvajajo. Midva z Barbaro sva pred leti nekako njihove izkušnje združila v neko tako osnovno shemo vodenja pogovora, ki v celoti poteka pravzaprav ne preko razlag nas, ampak preko zastavljena vprašanj in podvprašanj. Osnovna logika je najprej otroke, mladostnike pripraviti, da čim bolj pozorno opazujejo tisto, kar je bilo videno. In zdaj seveda posedijo v skupini, bo eden opazil ene detalje, drugi in na koncu bodo vsi dobili pravo sliko. Zdaj, drug korak seveda je pač to, kar so opazili, nekako povezati v neko smiselno zgodbo, interpretacijo, ker si spet lahko doživijo, pravzaprav, da lahko isto zgodbo vidimo na zelo različne načine. In da nobeden od teh načinov ni samo pravi ali pa samo napačen. Tretji korak seveda je potegniti pravzaprav to zgodbo vase. Za podvprašanje se vam je že kaj podobnega zgodilo, kako ste vi odreagirali in tako dalje. In tu pridejo potem seveda ven tudi rešitve. Ko enkrat pač začnete uporabljati to orodje, vidite pravzaprav, da lahko z njim ogromno naredite. Tudi to ni neka taka vesoljska znanost, da bi morali za to imeti neke posebne, ne vem kakšne akademije, ampak enostavno pravzaprav da se na nek način osvojiti ta način dela in potem z njim lahko rešujemo res marsikakšno težavo. Imaš ti še mogoče, Maša, kakšno idejo, ki bi jo želela podeliti? Malo smo presenetili. Se smo bolj sklepno misel gotovo. Tako. Mogoče bi bolj ponovila to prvo, da se zavedamo, da je naša moč zelo velika v šolah in da smo pomembni, da smo lahko celo v življenjih nekaterih otrok edina oseba podporna, odrasla, ki je ob njih. In sam želim, da pri tem vztrajamo, ker sploh, če gre za kakšne učence s čustveno-vedenjskimi težavami, se mi zdi, da ljudje kar gredo stran. In to, kar pa ti otroci rabijo, je pa raven odnos. In kadar so naporni, jim potem odrasli še ta odnos odtegnemo. Tako da jaz zelo verjamem v nas. Tisti, ki ste tukaj, si siguren, ste iz tistega bazena Marmije. Tudi tisti, ki poslušajo, so siguren iz tistega bazena in jaz si želim, da bi bil ta bazen skozi bolj poln. Ja, jaz bi temu samo to dodal, da tisto, kar je meni pravzaprav bilo pri teh filmih nekako v ospredju, je pač to, da se dejansko naučimo opaziti osebo v stiski. Oseba, ki je do konca pretresana zaradi nekega nasilja, to bomo hitro opazili in bomo potem nekaj počeli. Najhujše je pravzaprav, ko otrok mladostnik doživlja nenehne pravzaprav neke stresne situacije, zaradi tega povleče vase in se skrije. Obleče se tisti debel kožuh in ko ga opazimo, je pogosto pravzaprav to že zelo, zelo pozno. Isto kot velja za seveda razne odvisnosti. Opazimo, da je zgodba resna, je že zelo, zelo pozno. In ne glede na to, da ni šola prostor specialističnih obravnav, je eden od najbolj pravzaprav bogatih prostorov z vidika možnosti nudenja upora otrokom in mladosti. Najbolj bogati.
še posebej tistim, ki prihajajo iz bolj rizičnih okolij. To je pravzaprav nekaj, kar velja ne samo za relativno stabilne države v miru, kot je recimo Slovenija, ne. To je pravzaprav značilnost tudi v okoljih, ki so v ekstremno hudih situacijah. Ne. In ne pravzaprav razumeti šole kot tak podporen dejavnik, razumeti jo samo kot pač neko proizvodno znanja, ki prinaša pač točke na testih, ki jih oblikujejo strokovnjaki, ki so povezani seveda z mednarodnimi kapitalskimi združbami, to je seveda katastrofa. Jaz upam, da se bomo tudi v Sloveniji začeli tej logiki bolj glasno upirati, ne, in navijati pravzaprav za šolo kot en tak spodbuden prostor, ne zaščite, ne, otrok, ampak prostor, v katerih otroci in mladostniki se lahko izživijo in krepijo pravzaprav svojo duševno odpornost. Jaz bi se vam zahvalil za sodelovanje in upam, da se še kdaj vidimo.